Lepo pozdravljeni. V četrtek so z ustavitvijo jedrske elektrarne Krško končali z 31. gorivnim ciklom in začeli z rednim remontom. Ta bo predvidoma trajal 35 dni. V tem času bodo poleg zamenjave goriva in rednih vzdrževalnih del izvedli nekaj tehnoloških posodobitev. V 31. gorivnem ciklusu, ki se je začel po končanem remontu konec oktobra 2019, so v nuklearni elektrarni Krško dosegli dobre rezultate kljub razmeram, ki so zaznamovale preteklo leto. Načrtovano proizvodnjo so v zadnjih 18 mesecih presegli za 1,84%. Proizvedli smo v tem obdobju preko 8,5 milijarde kilovatnih ur električne energije. V lanskem letu prvič presegli oziroma drugič presegli 6 milijard proizvodnje. Tudi ostali parametri so bili na visoki ravni. V času remonta bodo zamenjali izrabljeno jedrsko gorivo, izvedli številne inšpekcije, predvsem opreme primarnega kroga, redna vzdrževalna dela ter številne nadgradnje tehnološkega sistema. V tem sklopu zaključujejo velik del načrtovane nadgradnje varnosti. Tako da bodo številni sistemi, ki smo jih pripravljali skozi preteklo obdobje, tokrat postali funkcionalni in priključeni na obstoječo elektrarno. S tem bo izpolnjen eden od pomembnih predpogojev za dolgoročno obratovanje. Ni to seveda edini predpogoj, vendar je izjemno pomemben. V nuklearni elektrarni Krško imajo za letošnji remont pripravljenih 4.000 delovnih nalogov ter več kot 40.000 remontnih dejavnosti, na katerih bo sodelovalo 1.800 ljudi. Občina Brežice je v lanskem letu dokončala obnovo železnega mostu čez Savo in začela z obnovitvenimi deli na mostu čez Krko in njegovim delom, ki poteka po kopnem. Preverili smo, kako daleč so z deli in kdaj bo most odprt za promet. Obnova 66-metrskega železnega mostu čez Krko poteka od lanske jeseni. Po 7 mesecih od podpisa pogodbe med občino in izvajalcem je stanje na terenu takšno. Obnova vmesnega dela mostu gre proti koncu, železni most pa je trenutno privzdignjen. Začele so se menjavati te glavne spodnje vezi in pa nosilci in pa vozlišča. Potem je potrebno še odstraniti povozno ploščo in pa ustvariti novo. Vrednost obnove mostu in njegovega dela, ki poteka po kopnem, znaša 1.300.000 evrov. Kar pomeni, da bo kompletna investicija Savski most, železni, Krka in pa mestni del na koncu okoli 2,5 milijona evrov. Kot napovedujejo v Brežicah, bo njegova obnova skupaj z betonsko povezavo med obema rekama končana v začetku poletja. Krški občinski svetniki so na zadnji seji prižgali zeleno luč za rekonstrukcijo križišča ceste 4. julija s Strmo potjo, ki bo po novem krožišče. Obnovili bodo tudi del Strme poti in poti na Polšco. Na križišču ceste 4. julija s Strmo potjo je zlasti ob jutrih in zgodnjih popoldnevih zelo živahno. Strma pot namreč vodi do največjega vrtca v občini, preglednost pri vključevanju na glavno cesto pa je zelo slaba. Zato je padla odločitev oziroma so projektanti predvideli kot dobro rešitev, da se tam postavi eno povozno krožišče, ki bo služilo predvsem temu, da se umiri promet iz smeri Brestanice proti Vidmu, istočasno pa se lahko vključuje tudi tisti, ki prihajajo iz vrtca normalno na to cesto. Obenem bodo preplastili cesto proti vrtcu, torej Strmo pot in zadnji odsek poti na Polšco. Preureditev križišča v krožišče je sicer del obnove še zadnjega 200-metrskega odseka ceste 4. julija iz smeri Brestanice. Projekt zajema še eno pomembno točko in to je razširitev ceste neposredno pri vstopu na Videm, zanjo pa bo potrebna rušitev enega objekta. Nekako smo uspeli z lastnikom po dolgih pogovarjanjih in dogovorih doseči dogovor, da lahko to hišo odkupimo, tako da bomo lahko cesto tam razširili, to je pravi nasproti Kema neposredno pri vstopu na Videm. V sklopu rekonstrukcije predvidevajo več površin za pešce in kolesarje. Dela bodo potekala predvidoma v letošnjem in naslednjem letu, naložba pa bo znašala okoli 680.000 evrov. V četrtek so v termoelektrarni Brestanica uspešno opravili tehnični pregled novega plinskega bloka 7. Komisija je ugotovila, da je plinski blok izveden v skladu z gradbenim dovoljenjem, pri čemer so bili upoštevani vsi pogoji in ukrepi, ter da je dokumentacija za pridobitev uporabnega dovoljenja izdelana v skladu s predpisi. Na osnovi zaključkov tehničnega pregleda je odredila 6-mesečno poskusno obratovanje.
V Sloveniji je začela veljati prenovljena strategija cepljenja proti COVID-19, po kateri prednostno cepijo vse starejše od 60 let. Bili smo v brežiškem zdravstvenem domu, poglejmo, kako cepljenje poteka pri njih. Evo ga sta malo bomo pobrisale, razkužile, čist mehko roko imejte, sprostiti, spodla bo. Izvolite, to je končano. Poglejte, naslednja doza bo čez 3 tedne, vas prej pokličemo. To je potrdilo, da ste bila vi danes cepljena, čez 3 tedne imate ta kartonček s sabo. Tukaj imate pa razložene vse možne neželjene učinke cepiva. Zdaj pa se še za 15 minut usedete v čakalnici. Odločila sem se za to, da zavarujem in sebe in vse okrog in da preprečimo, da se bomo lahko prosto gibali, da ne bomo zaprti še naprej. Mislim, da je to edini način, da preprečimo ta virus. V zdravstvenem domu Brežice proti COVID-19 zaenkrat cepijo starejše od 68 let. Z aprilom pa je pričela veljati spremenjena nacionalna strategija cepljenja, ki daje poudarek precepljenosti prebivalstva nad 60 let. Zato pozivamo vse naše občane, da tudi tiste, ki pač se do zdaj še niso prijavili na cepljenje, da se odločijo za prijavo. Nam jo posredujejo na našem portalu, na spletni strani in da precepimo skratka vso populacijo nad 60 let v čim večjem deležu. V naslednjem koraku bo najbrž prišlo do spremembe strategije, dodaja sogovornik, in cepljenja mlajše populacije. Sicer pa ugotavljajo, da bodo s prijavami, ki jih imajo, precepili približno 20% populacije. V brežiškem cepilnem centru imajo sicer najnižji odstotek prijetih cepiv glede na število občanov. V preteklih mesecih smo se soočali s tem, da smo mi res dosledno naročali cepivo v skladu s prednostnimi skupinami iz nacionalne strategije in tudi ta naročila dobivali v manjšem obsegu, kot so bila naročena. Temu ustrezno je tudi nizek delež precepljenosti, ki pa se je, kot trdi Levojević, na podlagi zadnjih 2 naročil nekoliko povečal. Mestni muzej Krško je konec marca lani praznoval 10-letnico delovanja. Okrogle obletnice zaradi epidemije niso mogli obeležiti na način, kot so si zamislili, so pa zato nedavno postavili razstavo, s katero predstavljajo prvo dekado delovanja muzeja in njegov doprinos lokalni skupnosti in družbi. Na razstavi, ki so jo poimenovali 10 let Mestnega muzeja Krško, dekada začetkov, predstavljajo mestni muzej od njegovega odprtja do lanskega prelomnega leta, ki je izzvalo muzeje, da ponovno premislijo o svoji vlogi. Govori v bistvu o opravljenem delu v tem 10-letnem obdobju in z njim v to razstavo v bistvu tudi razmišljamo o vlogi, ki jo ima mestni muzej kot aktivni tvorec sedanjosti in tudi kako se lahko v prihodnje transformira v smeri participacije, tako da aktivira neposredno okolje k sodelovanju in soustvarjanju. To lahko doseže tudi s povezovanjem. Tako da poveže preteklost s sedanjostjo, mesto s prebivalci in tudi razstavne vsebine spomini in z pač nekimi osebnimi izkušnjami. Raziskovalno delo za to razstavo ni bilo klasično, kar pomeni, da muzealci gradiva niso iskali v knjižnicah, ampak so pregledovali lastne arhive oziroma gradivo, ki je nastalo v zadnjih 10 letih. Gre za dokumente, zloženke in fotografije. Prva stvar, ki smo se lotili, so bile statistične številke, torej predstavili smo število obiskovalcev skozi 10 let, število vseh dogodkov, število razstav. In edini muzejski eksponat v tej razstavi je prva zastava Mestnega muzeja Krško. Ostali del razstave je dosti bolj interaktiven, saj si želijo, da ljudje pri njej sodelujejo. Kar pomeni, da na tablice, piši, briši tablice, s kredo zapišejo opišejo z besedami svojo zadnjo dekado in tako sodelujejo tudi pri muzejski drugi dekadi. Potem si lahko pogledajo vse publikacije, ki so bile izdane v zadnjih 10 letih, pogledajo si lahko intervjuje, zapišejo svoje misli o šolstvu v letu 2020
in se fotografirajo na naši fototočki. Del razstave so tudi kratki intervjuji, ki si jih lahko pogledate na videoprojekciji. Te kratki intervjuji so bili pa izvedeni med samimi prebivalci starega mestnega jedra Krško in seveda tudi njenimi obiskovalci. Vprašanja so bila preprosta, dodaja sogovornica. Recimo vprašanja so bila, ali ljudje sploh poznajo mestni muzej, katere so zbirke, so si mogoče že ogledali, katere bi si nameravali ogledati, kakšna bi bila razstava, ki bi bila po njihovem okusu in tako dalje. V vprašanjih so se tudi dotaknili preteklega desetletja in časa, ko se je muzej šele ustanavljal, ter ko se je obnavljal grad Reichenburg in drugi pomembni zgodovinski objekti. Ob razstavi, ki je na ogled vse do 30. decembra, bodo izdali katalog, ki bo nudil obsežen pregled njihovega dosedanjega dela. 28. marca 1921 se je na Zdolah rodil Ivan Ivačič, kuharski mojster, ki je kuhal za Tita in številne svetovne zvezde. V 60. in 70. letih prejšnjega stoletja pa je kuhalnico vihtel pred televizijskimi kamerami v svoji kuharski oddaji. Ob njegovi stoletnici rojstva so v Posavskem muzeju Brežice pripravili posavsko muzejsko vitrino. Ivan Ivačič je bil prvi slovenski oziroma jugoslovanski kuharski mojster, ki je svoje znanje in veščine med letoma 1960 in 1975 delil prek televizijskih zaslonov. Oddaje, ki so potekale v živo, so bile na sporedu vsak teden. Takrat je Ivan sekljal, rezal, kuhal, pripravljal vse jedi pred televizijskimi zasloni. Gospodinje pa so takrat vestno beležile njegove kuharske nasvete in male skrivnosti. V posavski muzejski vitrini so na ogled predmeti, ki so najbolj povezani z Ivanom Ivačičem in hkrati zaznamujejo njegove najpomembnejše dosežke oziroma mejnike v življenju. Med najlepšimi, če lahko najprej rečem, so njegovi manšetni gumbi. Gospod Ivan je bil izjemno urejen gospod. Potem imamo spodaj bakrene pekače, ki jih je uporabljal, pa morda naj omenim še zraven odlikovanje s srebrnim vencem, ki ga je prejel leta 1965 od Tita za zasluge v kuharstvu in za njegovo prvo kuharsko knjigo. Njegova prva kuharska knjiga je izšla leta 1965, z njo pa je želel gospodinjam približati kuhinjo. Najbolj znana, sploh med Posavci, je zdolska gobova juha. Pogosto jo je pripravljal, ko se je vračal v njemu ljubo Posavje, predvsem na Zdole. Velikokrat je zavihtel kuhalnico z lokalnimi gospodinjami, ki so rade kuhale z njim. Večina pa se jih spominja, da je Ivan pri kuhanju uporabil izjemno veliko posode, ki so jo morali na koncu one pomivati. Fotografije in predmete, ki pripovedujejo o pestri življenjski poti kuharskega mojstra, je muzeju podaril njegov sin Peter Ivačič. Ivan Ivačič se je rodil 28. marca 1921 na Zdolah in umrl 20. marca 1984 v Radovljici, kamor se bo razstava po 5. avgustu iz Posavskega muzeja Brežice tudi preselila. Vitrina je sicer del osrednje muzejske teme letošnjega leta, Po Posavju z ždico in čašo. Gre za nov cikel razstav, tokrat o čutih. Prvi je na vrsti okus. Od kuharskega mojstra pa k izjemnemu vsestranskemu glasbenemu ustvarjalcu Robertu Petanu, ki ga posavsko in širše občinstvo pozna kot kantavtorja, člana številnih glasbenih zasedb, pa tudi kot pisca glasbe za svoje glasbene kolege. Obiskali smo ga v studiu v Brežicah. Dobro jutro, dober dan. Moje ime je Robi Petan. Tlele smo v Brežicah, v mojem skromnem, a prečudovitem studiu in zelo me veseli, da vam lahko malo razkažem. Tle je vokalna kabina. Tukaj je par inštrumentov, ki jih definitivno ne znam dovolj dobro, da bi vam lahko zdaj kaj pokazal in se važil pred vami. Tlele imamo pa moja najljubša neživa bitja. Ti si živ. Tlele vseh ne bi izpostavljal, mogoče najrajši oziroma največ uporabljam tole, ta je sezonska delovna kitara, ena taka Martinka. Najljubša kitara trenutno mi je tale, ki so mi jo zrihtali v Krškem. Tista je samo za okras in je daleč najbolj zapostavljena kitara, ampak ko sem jo kupil, ni bilo tako, kot za večino kitar. Tukaj so sinti, ampak največ uporabljam tole, ker midi, ker lahko popravljaš stvari. To je moja najljubša soba v Brežicah. Tlele daleč največ časa preživim
ogromno talentiranih ljudi mi pride pomagati in me veseli, da vas lahko tlele posedim, vam skuham eno kavo, ki je dobra samo za kamero, ker definitivno ne znam kuhati kave, pa se malo pominjamo o tem, kaj se tle dogaja. Trenutno se ukvarjam večinoma z glasbo, torej pišem za pevce, za pevke, jim delam material, snemamo tukaj za razne festivale, za podobne zadeve, montiram video nastope za glasbene šole. Tako, vse, kar se dogaja, v bistvu se dogaja tu, samo v drugih programih. Brežice so tako polne dobrega talenta, da ko ljudje slišijo za Brežičane, ki so dobri, je že prepozno. Ker je toliko enih dobrih, ki mogoče pa samo pišejo komad nekje zdaj, ali pa snemajo to, ali pa imajo, ne vem, tak glas, da naslednji ne vem kdo. Res veliko talenta je tlele in zelo rad pomagam komerkoli ali pa se ne vem, lotim nekih projektov z komerkoli, ki rad muzicira, pa da smo približno na podobni valovni dolžini, kar se mi zdi, da v Brežicah itak več ali manj smo vsi. Konec maja dajem ven ploščo kantavtorskih skladb, ki so zdaj se počasi pisale, ne vem, leto, dve. In sem zelo navdušen, ker je založba Celinka me vzela pod okrilje, imamo en koncert v sklopu festivala Godi Bodi z ogromno prav tako odličnih glasbenikov in dajemo ven ploščo in bo koncert. Jaz upam, da bo v živo, ampak če ne bo, bo pa pač preko interneta. Koncert v glavnem bo, so nam zagotovili in pride, ne vem, 10-12 komadov res takih frišnih. Če sem se s čim ukvarjal, od najmanjšega je bilo z glasbo. Torej, moje igrače so bile ponavadi neke male kitarce plastične ali pa babica mi enkrat kupila en set bobnov, tak miniaturen, ali pa eno malo harmoniko sem imel, pa sem pol to špil. Zmer je bilo to jaz bom pač muzikant, ker to je edino, kar res bi rad počel. In pol sem šel v glasbeno šolo brežiško, so me, hvala Bogu, obdržali, ne vem, 7-8 let na kitari, pa mi je to zelo prav prišlo. Potem se je pa kar naenkrat, pa ne vem, pa tisti band, pa band, pa rockerski band, pa pisanje komadov. Mislim, meni začeti band mi je nekaj najljubše na svetu. Dobro, ime je zbrati, ampak tako, kdo bo igral, kaj bomo igrali, kako bomo igrali, kjere komade bomo igrali. In mi je enostavno, čist v vsem, kjer se muzikant najde, mi je zaenkrat zelo toplo. Še nekaj ti moram pokazati. Tale outfit je pa za moj alter ego. To dvoje hkrati je elektronika. Zdaj najlepše je, ko ne veš, kaj bi delal sam s sabo, pa greš, pa nekaj mencaš, pa nekaj treba narediti, pa mencaš pol ure in pokar naenkrat, pa ti pa le rata en takt ali pa nekaj, kaj te, wow, na tem bi pa lahko delal. In pol imaš, ne vem, 2 dni totalno pečana in si rešen in delaš samo to. To je najboljša stvar, kaj se lahko zgodi. Ostale dni pa probavaš to doseči. Pa takoj pride kaj bom jaz imel to za sebe, kaj poznam koga, ki bi to mogoče lahko odpel, kdo slučajno potrebuje kaj. In pa imaš teh projektov odprtih milijone in milijavžnite. In ko mi čakaš, da nekdo pride, ki te vpraša, kaj imaš mogoče kaj, ne vem, zdaj je pa slovenska popevka, zdaj so pa melodije moje sonce, zdaj je pa, ne vem, v Beli krajini nek festival. Ali imaš ti mogoče kaj in pa tako, veš, da imam, mislim, tudi če nimaš, veš, da imam itak. Dok boš ti prišel v Brežice, bom jaz posnel, se ni panike. Ampak, da je tako, da pariš, to je grda beseda, da spravljaš v isto zgodbo ljudi, ki bi radi kaj povedali, pa material, ki ga mora nekdo povedati. To je magija, to je super. In ene stvari res lepo sedejo eno z drugim. Eni ljudje so narejeni za ene komade, eni komadi so narejeni za ene ljudi in pol to probaš čim bolj najdeti nek meč. Koncerti so, kakršni so kjer so. Zdaj je že prišlo toliko ene ponudbe na internet koncertov, da se ne more noben pritožati, da je ni. V živo je pa tako, privatke, ne, kaj ne rečem. Pa ne zdaj za 50 ljudi, ampak
hvala Bogu imam srečo, da ogromno mojih prijateljev je glasbenikov ali pa ogromno glasbenikov, ki so res dobri, smo si nekako kolegi, pa ne vem, eni se dobijo, pa ne vem, pa kaj jaz vem, delajo to pa ono pa tisto. Mi, ko se dobimo, pač sam prinese človek še harmoniko zraven, pa prinese zraven, ne vem, klarinet, ali pa prinese zraven kontrabasa in tako, in pa se tle malo musicira, mogoče se kaj posname. Tak, ne bi se zdaj bogi smo, ampak delaš s tem, kaj imaš, no, se zmeri. Sledi pregled najbolj branih novic minulega tedna na spletnem portalu eposavje.com. Spoštovani gledalci in gledalke, to je tudi vse, kar smo pripravili v tem tednu. Hvala za pozornost in nasvidenje naslednji torek.